Hej, jaz spet z vami in dobrodošli v novi epizodi Lidlove Vitalnice. Danes bom šel z vami malo čez opremo, kaj se rabi vzeti s sabo v hribe, kaj je tista nujna zadeva, kaj so tiste nujne zadeve, ki pač ne smejo nikoli manjkati našem nahrbtniku. Zdaj, loči se seveda oprema na letno in pa zimsko. Pojdimo prvo na osnove, kaj rabiš in poleti in po zimi. Imam pa vedno s sabo prvo pomoč. Cel džumbus, glej to. Ok, gremo nazaj. Priporočam, da pogledate v prvi pomoči, če imate noter astrofolijo. To je res nujen del prve pomoči, ampak nažalost ni v vsaki prvi pomoči že noter. Tako da priporočam, da kupite torej še astrofolijo, jo dodate noter v paket, če tega ni noter. Ne? Ok, tako. Nujen del opreme pa to, če gremo samo laufat, če se gibamo v gorskem svetu. Čelna svetilka je obvezen del opreme, telefon ni prava izbira. Telefon moramo šparati baterijo za primer nujne pomoči, torej če rabimo poklicati pomoč. Tako da, ja, vedno čelna svetilka, pa da imamo s sabo še ene rezervne baterije. Jaz imam vedno s sabo eno vrečko WC papirja in potem imam pa en tak survival kit, v katerem imam vse stvari, kar pač so nujne, da jih imam vedno s sabo. In to je bivak vreča. Bivak vreča je tako ukrojena spalna vreča, zelo mečkana, ki v bistvu zadržuje toploto in v primeru, da moramo prespati nekje od zunaj, je bivak vreča nujna. Potem imam čokoladico, vžigalnik, zobna pasta, zobna ščetka, magnezij za boljšo regeneracijo in pa še malo WC papirja. Poleg vžigalnika imam pa še eno čajno svečko. Čajna svečka se zdi tako, kaj boš čajno svečko v hribih, ampak če si v neki zimski sobi, kaj je res mrzlo, ena čajna svečka ta prostor zagreje tako tudi za 2-3 stopinje. No. To je oprema, ki jo rabimo poleti in po zimi. Pa še omenil bi sončne špegle, sploh po zimi, zaradi tega, ker imamo močno sonce, bel sneg in lahko hitro pride do snežne slapote. Zdaj pa, če gremo na zimski del opreme. Po zimi imamo s sabo eno rokavice, s katerimi plezamo gor, hodimo gor, kakorkoli. In pa fajn je, če so Gore-Tex oziroma nepremočljive. V vsakem primeru pa, da imamo s sabo še ene rezervne, ene tople, da pač se lahko da jih lahko zamenjamo na vrhu. Potem, da imamo s sabo en kratko majico suho, da se preoblečemo, en flis, suh seveda spet, torej kompletna suha oblačila, zato da damo vsa ta prošvicana oblačila dol in s tem ne izgubljamo telesne temperature. Potem imam pa vedno s sabo eno puhovko, takole zvito v en tak klopčič in to imam s sabo poleti in po zimi. Poleti se znajo temperature kar nizko padati in je v bistvu zelo fajn, da imamo en debelejši sloj oblačil, da se lahko oblečemo. Sploh pa pride prav v primeru, da se nam kaj zgodi, nesreča, karkoli, v tem primeru telesno temperaturo še hitreje izgubljamo in je v bistvu nam pač je puhovka res pomemben del opreme. No. Potem po zimi imamo seveda cepin, če se odpravljamo v visokogorje ali pa kamorkoli, kjer je možnost zdrsa, vzamemo cepin. Poleg cepina so tudi dereze. Zdaj za visokogorje une derezice, une verigice ne pridejo prav, zaradi tega, ker imajo samo verigico čez in v primeru, da stopimo na stran, na neravno podlago, nam to verigico, to derezo lahko obrne okoli na stran in v bistvu zdrsnemo zaradi tega. So pa čisto v redu za neke nižje hribčke in nestrma pobočja. Pri zimski opremi ne samo, da jo imamo, ampak je zelo pomemben, da jo znamo pravilno uporabljati. Zato je obvezno, da se udeležimo kakšnega tečaja, ali od Plinske zveze Slovenije, ali od Gorske reševalne zveze Slovenije, ki organizirajo, ali pa imaš tudi ponudnike, ki nudijo tečaje varnega gibanja v hribih po zimi. Zdaj, po zimi, če hodimo s kapo, da imamo že na glavi med samo hojo, je dobro, da imamo še eno rezervno kapo s sabo, da lahko zamenjamo.
A se še kaj pozabil po zimski? A ja, čelada, ojoj. In pa seveda čelada. Cepin, dereze, čelada. To je trojček, ki mora biti vedno skupaj, eno z drugim. Ker imamo le špičasto orodje v roki in pa špičasto orodje na nogi. Če pademo, lahko sami se poškodujemo, zato čelada obvezen del. Ok, zdaj pa če se vrnemo na temo, ki bo v bistvu od zdaj naprej bolj aktualna, in to so pač letne razmere. Potrebna oprema v letnih razmerah. Imam probleme z vetrom. Če ne se me sliši, ali ne? V letnih razmerah torej je pomembno, da imamo s sabo dovolj vode, da ne pride do dehidracije, skrbimo, da se hidriramo, da pijemo dovolj tekočine. Poleg tega je fajn, da imamo sončno kremo, smo izpostavljeni soncu, in pa res moramo gledati, kakšna je vremenska napoved. Po zimi te lahko dobi snežni metež, ampak poleti te lahko dobijo pa nevihte. Če napoved ne kaže, da bo kakšna nevihta, se zna zgoditi, da bo, tako da v bistvu spremljamo, kaj se z vremenom tudi v mestnem času dogaja. Tako, to je to za danes. Jaz upam, da ste v današnjem vlogu izvedeli kaj novega in kakšno koristno informacijo in se vidimo naslednji mesec. Čau!